jutro. Prav, hvala lepa. Prosim, gremo skozi moja posla. Tukaj nam danes je dan za vrst, da. Kar počasi, počasi. In deželnega glavarja. Bomo počasi zaključili, a ne? Še pol ure imate časa, potem pa bomo zaključili. Saj se vidimo še na izjavi. Hvala lepa. Pa VIP vhod je imel, a ne? Hvala lepa vsem. Hvala lepa. Kadarkoli se lahko nekaj. Dober dan, gospe in gospodje. V veselje mi je bilo, da sem danes na neformalni pogovor in sprejem povabil novo izvoljeno predsednico Natašo Pirc Musar, ji čestital in zaželel uspešno delo. Če se bo gospa novo izvoljena predsednica strinjala, sva imela zelo prisrčen in ljubezniv pogovor. Upam, da bo tudi v prihodnje, vsaj tako sva se pogovarjala, najino sodelovanje, kolikor bo predsednica ocenila, da bi kakšenkrat kakšno moje mnenje ali svet prav prišel. Naj povem, da sva se sprehodila skozi nekaj vprašanj, katerih odgovori so pomembni za to, da lahko predsednica potem, ko bo prisegla 22. decembra v Državnem zboru, 23. decembra po ceremonialnem sprejemu v predsedniški palači v celoti prevzame izpolnjevanje njenih ustavnih in zakonskih obveznosti. Glede na nekatere zapise v medijih sva posebej opozorila, da za razliko od vlade ali Državnega zbora, kjer vlada nek tranzicijski čas pri prenosu pooblastil, tega pri prenosu pooblastil predsednika republike ni. V celoti in naenkrat bo predsednica Nataša Pirc Musar prejela vsa pooblastila predsednice in vrhovne poveljnice obrambnih sil. To se bo zgodilo 23. decembra. To pravim tudi zato, ker bo mogoče kdo od naših ljudi videl, da bo imel še kakšen obisk v tujini. Kot veste, je moja zadnja obveznost v tujini, uradni obisk na Hrvaškem, ali da bom obiskal seveda še kakšno od šol ali šel na kakšen občinski praznik. Vse to pa zato, ker so moje pristojnosti tako določene vse do 22. decembra. Naj povem, da sva se z novo izvoljeno predsednico dogovorila, da bosta moja generalna sekretarka urada Nataša Kovač in pooblaščenka gospe novo izvoljene predsednice pooblaščeni za to, da sprejmeta primopredajni zapisnik. Z naše strani je, koliko razumem, Nataša, vse urejeno. Tudi sicer bodo prostori in vse, kar sodi zraven za
normalno delo takoj po 23. pripravljeni za to, da bo novo izvoljena predsednica lahko svojo ekipo delala. Do takrat se lahko kadarkoli oglasi ona ali njeni visoki predstavniki, se posvetujejo z mano ali z mojimi sodelavci in smo jim tukaj na voljo za to, da bi lahko njeno delo novo izvoljene predsednice. Še enkrat vam, gospa, želim vse najboljše pri opravljanju te dolžnosti, lahko to opravila tako, da bo tudi ona, tako kot jaz, ko bo zapuščala predsedniško palačo, ta čudovit dom za naslednjih 5 ali 10 let, da bo čutila zadoščenje. Zadoščenje je nekaj, kar nobena druga nagrada, noben drug občutek ne nadomesti. Človek potem takem v sebi čuti, ne glede na mnenja drugih, da je delo opravil tako, kot si ga je zastavil, da je zadovoljen, da morda vse ni bilo narejeno tako, kot si je sprva zamislil, ampak v glavnem pa ja, da je dosegel tisto, kar si je zadal. Vse to vam želim, spoštovana gospa novoizvoljena predsednica, da bi tudi vi čutili, ko boste končali vaš mandat. Prosim, imate besedo. Prosim. Spoštovani gospod predsednik Pahor, res najlepša hvala za ta prisrčen sprejem v predsedniški palači, ki bo, kot ste rekli, naslednjih 5 let moj prvi dom ali pa drugi, no saj vseeno. Izjemno prijeten, sproščen pogovor sva imela z gospodom predsednikom. Tisto, kar bi rada sama poudarila, za kar sem pravzaprav tudi najbolj hvaležna in vesela. Večkrat ste me slišali, da sem si zaželela, da se z vsemi nekdanjimi predsedniki lahko kadarkoli posvetujem, da mi bodo pomagali na tej novi poti. Gospod predsednik je seveda v to privolil, da bo podelil svoje 10-letne izkušnje na tej poziciji z menoj, kadarkoli bo potrebno. Dogovorila sva se tudi, da mi bo ne samo malce več, ampak precej več povedal o procesu Brdo-Brioni. To je nekaj, kar me res zelo zanima. Oba se zavedava, da je mir in stabilnost v tej regiji izjemno pomembna, ne samo za Slovenijo, ampak pravzaprav za celotno Evropo in Evropsko unijo, tudi za svet, če želite. Skratka, te razprave se z gospodom predsednikom veselim oziroma prenosa izkušenj in pogleda na to regijo, torej na Zahodni Balkan. Sama primopredaja bo potekala gladko, predsednik mi je povedal in verjamem seveda, da je tako, prepričana sem, da je tako, da je vse v predsedniški palači urejeno tako, kot se šika, tako, kot mora biti. Ne vem, se lahko verjetno poveva datum od 5. decembra naprej, bom počasi se seznanjala z vsem, kar me čaka. Tudi sama bi pa rada poudarila, do 22. decembra je seveda predsednik republike gospod Pahor, 23. je pa dan D, ko se bo nova funkcija, ko bom začela sama novo funkcijo opravljati v teh prostorih. Jaz bi se na tem mestu rada zahvalila vsem zaposlenim v uradu predsednika republike, tudi vsem tistim, ki bodo odšli z vami, gospod predsednik. Mnogi ste z gospodom predsednikom preživeli 10 let, ustvarjali to izjemno pomembno držo predsednika in ste bili vpeti predvsem v zunanjo politiko, kjer je predsednik Pahor res naredil veliko. Morda na tem mestu lahko povem še to, veliko sem se pogovarjala že z Slovenci v zamejstvu. Enega prvih intervjujev, ki ga bom dala v tem tednu, je ravno za RAI, Radio Televizijo Italija, za slovensko sekcijo. Gospod predsednik, vsi so z velikim spoštovanjem in občudovanjem govorili o tem, kaj vse ste za Slovence v zamejstvu naredili. Jaz vam obljubljam, da bom to vašo politiko, to vašo držo do Slovencev iz zameje seveda nadaljevala in tudi tu pričakujem vašo modrost in prenos tega, kar ste že naredili, da bo kontinuiteta seveda jasna. Tako da hvala lepa Alja, hvala lepa Nataša, ne vem še vse, kdo odhaja z gospodom predsednikom, ampak predsedniška palača in funkcija je tudi zaradi vas tako spoštovana, ker vas je gospod predsednik Pahor vodil čez vse čeri in pasti in skupaj ste ustvarili, recimo zdaj drugi dom zame, takšen, kot si ga seveda lahko samo želim. Tako da hvala, gospod predsednik. Hvala, novoizvoljena predsednica. Imate kakšno vprašanje? Ja, prosim. Pop TV. Pa Alen, prosim.
ve. Pa morda vprašanje za novo izvoljeno predsednico, in sicer torej omenili ste proces Brdo-Brioni, kaj pa so še tiste vprašanja, na katera mislite, da se boste pač po nasvet recimo obračali gospodu Pahorju, to je ena stvar. In pa druga stvar, omenili ste ta datum 5. december, kaj to pravzaprav pomeni, to nek delovni datum? Ne, nič, to je samo primopredajni zapisniki, ki se bodo od 5. naprej in tukaj ne predstavljam si, no verjetno ogromno enih dokumentov in zadev za prevzeti. Od takrat naprej bodo tisti iz moje ekipe malce več tukaj, jaz ne, ker res iz spoštovanja do funkcije gospoda predsednika želim, da 23. pridem, do takrat je res šef države, gospod Borut Pahor, skratka gre za te administrativne zadeve, nič drugega. Zdaj, kar se tiče še Brdo-Brioni, privolil je že, da se kmalu srečava, torej še pred prevzemom funkcije me je povabil na kavo, da se bo o tem pogovarjala pa sva se, gospod predsednik, če lahko tudi dodam, o članstvu Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta. Tu je predsednik Pahor že delal ogromno skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve, tako da tudi tukaj mi bo predal, kaj vse je že gospod Pahor na tem področju naredil in zatrdil je, da mi bo s svojimi poznanstvi in kontakti po svetu, ki jih ima, pomagal delati za Slovenijo tudi na tem področju naprej. Tudi sama si namreč želim, da Slovenija drugič postane nestalna članica Varnostnega sveta. No, ne, dodam, če smem, gospa novoizvoljena predsednica, da so se odločila ob soglasju predsednika Van der Belna, da bo ob njegovem zadnjem uradnem obisku v Sloveniji v času, ko državo predstavljam jaz, v program vključena tudi novoizvoljena predsednica. Sicer v neformalni del, ker je tako prav, vendar si želim tudi jaz, da kolikor lahko prenesem moje odlične odnose z vrsto voditeljev v Evropi in po svetu, bom to z veseljem naredil in Van der Bellen je gotovo eden izmed njih. In zato bom seveda neizmerno hvaležna. Prosim. Iskrene čestitke najprej, gospa predsednica, za izvolitev. Gospod predsednik, v času vašega mandata ste ogromno storili za spravo. Te zadeve niste polemizirali, tudi niste polemizirali aktualnih političnih zadev. Kaj svetujete novo izvoljeni predsednici? In tudi, gospa predsednica, dobili ste 54% glasov, 46% volivcev, pa še boste morali prepričati, da ste res predsednica za vse. Kako boste to storili? Hvala lepa. Najprej, če sem res kaj uspel skupaj z številnimi deležniki v vladi, v parlamentu, zlasti pa med ljudmi, glede sprave, potem to vprašanje ne bi smelo biti več tako dramatično, tako ločevalno, kot je bilo do takrat, ko smo se glede tega leta 2013 začeli s tem ukvarjati. Sej, stvari so bile že v marsičem prej narejene, ampak leta 2014 smo se res zadali za to, da nekatere težke stvari opravimo od prekopa posmrtnih ostankov iz Hude jame do drugih simbolnih in stvarnih poprav krivic, vključno z spomenikom sprave v Ljubljani. Torej, če smo tukaj uspeli, potem novo izvoljena predsednica niti ne bi smela glede tega imeti zelo veliko novega dela. Menim pa, da za voljo izkušenj, ki jih imamo Slovenci kot narodna skupnost, nikoli ne smemo podceniti ene nevarnosti in mislim, da se tukaj za predsednico zelo ujameva. Mi ne moramo odločati, Aleno, o celi vrsti velikih stvari v svetu sami. O eni stvari pa odločamo samo mi in to je, kakšni bodo odnosi med nami. V zgodovini smo se Slovenci že razšli in bili smo priča razkolu, ki smo ga potem skoraj 3/4 stoletja poskušali nekako ozdraviti. In ne v celoti, ker sprava je nek večen proces. In imeli smo osamosvojitev, kjer smo bili skupaj. Imamo obe zgodovinski izkušnji. Zdaj je potrebno za strpnostjo, sožitjem, z razumevanjem, za upoštevanjem tistih, ki mislijo drugače, nekako gojiti to kulturo, da si pripadamo in če bi se kadarkoli proti naši volji zgodilo kaj takega, kar bi bilo eksistencialnega pomena za naš narod, moramo biti skupaj. Moramo biti skupaj. In mislim, da bo tukaj novo izvoljena predsednica naredila zelo veliko. Prosim. Vam bom povedala en stavek. Slovenija ni volilni listič, Slovenija ni politična stranka.
Slovenija je en tak čudovit mozaik različnosti, različnih ljudi, ki nas bogati, ta različnost. In če bo vsak od nas dal en kamenček v ta čudovit mozaik različnosti, vsak tisto, kar zna najbolje, potem bomo uspešni in zadovoljni. In verjemite mi, maksimalno se bom trudila, da bo tako. Predsednik Pahor je naredil ogromno. Sama bom morala paziti, da ne gremo nekaj korakov nazaj. Koraki naprej so težji, nazaj gre hitro. In res glavna obveznost moja in seveda vseh nas je ta, da bomo delali korake naprej in ne korakov nazaj. Tega si želim. Mislim, da je ta misel vaša novoizvoljena predsednica zelo dragocena. Nazaj gre zelo hitro. Ja. Naprej gre težko. Ampak vam bomo pomagali vsem, ki imajo dovolj odprtega srca, da to razumejo. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ja? Zadnje vprašanje, ker imamo potem tukaj vročitev odlikovanj. Prosim. Imamo vprašanje za oba. In sicer nekaj ste že prej govorili o primopredaji poslov, pa me zanima, če že veste, novoizvoljena predsednica, kam bo vaš prvi obisk v tujino, kam boste šli, katero zunanjepolitično temo boste nagovorili in predsednik, kaj je vaša, vemo, da boste obiskali Zagreb, ampak a je še karkoli takega v mednarodnem prostoru, kar bi radi dokončali? Ja, prosim. Naslednjo kavo, ki si jo bom zaželela z predsednikom Pahorjem v predsedniški palači, bom posvetila temu, da mi bo gospod predsednik tudi svetoval, kaj je po njegovem mnenju tista pot, ki bi morala biti prva. Tu mu bom res zaupala, ker se mi zdi pomembno, da Slovenija ima kontinuiteto tudi na področju zunanje politike in mednarodnih odnosov. Lahko pa seveda namignem, da oba misliva, da je področje Zahodnega Balkana tisto, kar bo fokus tudi moj po 23. decembru. Ne bi pa zdaj želela res napovedati, katera država bo prva, ampak verjetno v to smer. Do konca mandata me čaka še nekaj poti v tujino. Nekatere so bile planirane prej, nekatere so povezane zdaj s kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta. Tako moja poldnevna pot v Ženevo na konferenco, kjer imam ob konferenci priložnost srečati nekatere voditelje, ki jih sicer ne bi imel možnosti. To sem storil izdatno tudi na konferenci v Egiptu in smo lahko za izplenom zaenkrat zadovoljni. Mi imamo nek deficit v zaupanju, v poznavanju, v podpori z državami Južne Amerike, z državami Afrike zlasti in z državami Azije. Afrika je zelo zahtevna, ima pa veliko držav, ker sta tam Kitajska in Rusija veliko bolj prisotni kot je Evropska unija in tudi mi. To mislim nadoknaditi z dvema srečanjema, z tem konferenco in kosilom za pol dneva v Ženevi, potem pa na konferenci frankofonije v Tunisu. Gre za dvodnevno srečanje in tam bomo poskušali tudi po dogovoru z ministrico opraviti nekaj koristnih pogovorov v zvezi z nestalno članico s kandidaturo za varnostni svet. Potem pa pride sem avstrijski predsednik Van der Bellen. Zelo sem zadovoljen, da bo on zadnji državnik, ki bo v času mojega mandata obiskal Slovenijo. Naredili smo velike stvari seveda še predsednico čakajo, nič ni končanega. Vendar pa se mi zdi, da je bila obeležitev 100. obletnice, skupna obeležitev 100. obletnice plebiscita 100-letno dejanje, tako kot je bilo 100-letno dejanje vrnitev Narodnega doma in da je opravičilo predsednika Van der Bellena v slovenskem jeziku nek kredit za dobre odnose v prihodnje in mislim, da je v našem skupnem interesu, da se to neguje in zato sem zadovoljen, da je tudi novoizvoljena predsednica razumela privilegij, ki ga ima, da bo že v času mojega mandata udeležena v programu obiska Van der Bellena. No, moj zadnji uradni obisk v tujino je konec meseca na Hrvaškem. Gre izjemoma, mislim, da je to prvič, da bom šel 2 dni, tudi na željo gostitelja. Želimo poleg vseh običajnih stvari, ki sodijo v uradni obisk, imeti tudi poslovno konferenco in vrsto takih srečanj, ki želijo izraziti eno medsebojno naklonjenost, prijateljstvo, dobro sosedstvo. Morda zlasti v tem času, ko
Hrvaška vstopa v Schengen, v času, ko Hrvaška vstopa v evro in v času, ko še ni uveljavljen arbitražni sporazum. Mislim, da se je vlada odločila prav, da priloži našemu soglasju za širitev Schengena tudi enostransko izjavo, v kateri ponovno poudarimo naše pričakovanje, da bo z dvostranskim sporazumom odločba, sklep arbitražnega sodišča uveljavljen. Vem, da to nima neposrednih pravnih posledic za uveljavitev, vendar pa je to pomembno zlasti zato, ker se mi zdi enako koristno, da smo se odločili, da odpremo vrata za Schengen, da ne blokiramo Hrvaške, kajti to prvič ne bi prineslo dobenih rezultatov, pa znova vrnilo neko mentaliteto med oba naroda, ki smo jo komaj pozdravili za sporazumom leta 2009. No in zadnji obisk, naj povem, je sprejem torej prijaznega vabila predsednika Mattarelle v začetku decembra na obisk v Rim, na kosilo zaključno najino s predsednikom Mattarello, ne edino z njim, ampak naj jo pač povezujem malo več kot samo običajni državniški odnosi. Gre za neko prijateljstvo, ki je šlo skozi trnje in skozi glorijo tega časa in zdi se nama, da je prav, da se vsega tega malček spomnimo, predvsem pa, da pustimo naši naslednici, tudi obema vladama, jaz sem z predsednico vlade Melonijevo že govoril v Egiptu, da pustimo dediščino dobrega sosedstva, ki so jo dolžni razvijati naprej. Še kaj? Ja, prosim. Se, če ne boste zakazano stali tukaj na vročitvi odlikovanja. Samo to, zdaj v predvolilni kampanji je bilo nekako jasno, da vi vidite funkcijo predsednika vendarle nekoliko drugače. Rekli ste, da se boste večkrat oglašali, če bo to potrebno, pa me zanima samo, če ste karkoli danes rekla na to temo, oziroma da ste vi, gospod Pahor, dali na svet v smislu, ali pa, da ste ji rekli, recimo, vse boste videli, si boste že premislila. Zdaj nama je žal, da je nismo povabila zraven. Ja. Prosim. Nisva absolutno nič govorila o tem. Veste, vsak ima na funkciji svojo dušo, svoj pogled. Tudi če bi hotela, ne bi mogla biti enaka kot gospod Pahor, kot gospod predsednik. Verjemite mi, da se zavedam odgovornosti, ki je naložena na moja ramena. Ne boste me poslušali vsak dan, to vam zagotavljam, premišljeno, trezno. Te modrosti bi se nekaj rada tudi nalezla, ja, od gospoda predsednika. Prav? Hvala lepa, predsednica. Ja. Vse prav. Srečno. Ja. 23. se seveda vabljeni na ceremonijo vstopa predsednice v predsednico.